Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, v današnji oddaji bomo govorili o vrstah krščanske molitve, predvsem bomo spregovorili o kontemplativni molitvi. V studiu danes pozdravljamo našega gosta, izrednega profesorja dr. Ivana Platovnjaka, ki se že vrsto let ukvarja s tem področjem. Lepo pozdravljeni. Dovolj. Vaše področje raziskovanja so različne oblike molitev znotraj krščanske vere. Bi mogoče lahko za začetek malo predstavili sebe in pa svoje delo? Gotovo mi je molitev vedno nekje bila blizu, še posebej mi je postala bolj blizu, ko sem vstopil v bogoslovje v Ljubljani in sem potem skupaj z drugimi, smo imeli tudi molitveno skupino, poskušal globje dojeti, kaj vse je molitev in na kakšen način lahko bolj sem z Bogom in dopustim Bogu, da postaja On vedno bolj blizu meni. In še posebej mi je potem nekje temu še odprlo, ko sem se srečal tudi z ignacijansko duhovnostjo preko patra Robleka in sem potem tudi odkrival, kako lahko molim s telesom, kako lahko s svojimi duševnimi sposobnosti, z duhom, srcem. In smo potem tudi kasneje skupaj napisali knjigo Molitvi s telesom, dušo in duhom. In še posebej me potem tudi to področje in kontemplacije tudi preko ignacijanske duhovnosti, duhovnih vaj, nekje vstopanja v evangeljske odlomke, dopustiti, da evangeljski odlomki res živo spregovorijo, da sem navzoč v teh dogodkih. In tudi potem študij in branje teologije telesa od Janeza Pavla II. Papeža, ki pravi, da telo pomni Boga. In mi je bilo prav tako nekje tako raziskovalno vprašanje, kako priti do tega spomina, kako dopustiti, da lahko Bog spregovori mi tudi preko mojega telesa in preko stvarstva in vsega, kar me obdaja. Kako bi pa recimo nekomu predstavili, kaj sploh je kontemplativna molitev? Kako bi to najlažje predstavil, bi preprosto lahko rekel, da se daj ustavi in zazre določeno stvar kot tako. Lahko je tukaj v naravi, da se prepustim pogledu na drevo ali v nebo in se dopustim, da to postaja vedno mi bolj blizu, da nekje dopustim, da to vstopi vame preko tega, da to zrem in skušam se prepustiti temu, kar se bo meni zgodilo ob tem, ko sem v tem pogledu, ko se prepustim temu pogledu in začutim potem eno sled tudi v tem, ko se to zaključi. Tako bi pravzaprav lahko na najbolj preprost način rekel, drugače pa kontemplativna molitev je ena iz molitev, ki jih imamo kristjani in je tudi nekje najbolj znana tudi kot četrti korak Lectio Divina, ki se začenja z branjem, potem je premišljevanjem, kar smo prebrali Božjo besedo, potem odgovor na to, kar nam je bilo dano v premišljevanju in potem preprosto biti z Bogom, s to besedo, ki nam je dal. Prepustiti se tej besedi, da se zgodi ta navzočnost in se zgodi tisto, kar bo Bog podaril. Ne kar bomo sami iz sebe nekje dosegli s svojim premišljevanjem, ampak tisto, kar nam bo dano, se bo zgodilo v nas. Zdaj, mogoče, če se vrneva na začetek, kako je recimo sploh prišlo, oziroma kdo je začetnik kontemplativne molitve? Tukaj bi lahko govorili za različne tiste, ki so začeli, pa se mi zdi, da je najboljše, če gremo kar k Evangeliju, gremo k Jezusu Kristusu, ki je večkrat šel samoto, da bi bil sam z očetom in se je večkrat umaknil in bil za njim. Dopustil, da v tej samoti mu je oče spregovoril v globini srca. Drugo pa tudi, da je potem večkrat spodbujal svoje učence, naj gledajo, da bodo videli, naj poslušajo, da bodo slišali in doumeli. Pravi, je prav temu puščal, da nekje zremo, se prepustimo in da ne samo begamo, ampak skušamo res videti in dopustiti, da se
zgodi tisto globok uvid tega, kar gledamo. Ne. Da kajti šele takrat lahko v polnosti tudi dojamemo to, kar gledamo. Kajti končno kontemplacija kot beseda je v latinščini je contemplum, kontemplacijo, in je prav to, da skupaj z Bogom zremo, ne, da zremo v njegovem obzorju in da se naučimo gledati na Božji način, na Jezusov način. Drugo pa Grki teorija, pa je to, da dojamemo tisto, kar je za tistim, kar vidimo. Se pravi, da vidimo v globino, da dojamemo resničnost, ki ni vidna takoj, ampak ko se prepustimo, ko zremo, ko smo v tej stvarnosti, da nam globje spregovori in se razodene tisto, kar v resnici ne moremo takoj videti. Ne. Kot je tudi Jezus učil nas, kako naj tudi njega gledamo. Ne. Ko so apostol Tomaž rekel, pokaži nam očeta, je rekel, kako pokaži očeta? Saj vidiš mene, ne? In kdor vidi mene, vidi očeta. Se pravi, kako so bili učenci povabljeni, da za Jezusom kot pravim človekom vidijo tudi njegovega očeta. Ne? Ali pa tudi, ko beremo njegove prilike, najrazličnejše prilike, ko razlaga o Božjem kraljestvu, se vidi, kako je on zmogel preko čisto navadne stvarnosti sejalca, ki je sejal, ali žena, ki je mesila, ali seme, ki je bilo posejano in je klilo, videl, kako pravzaprav tukaj deluje Božje kraljestvo, kako Bog Oče skozi vse to razodeva svojo navzočnost, svojo skrb za človeka, za stvarstvo. Kako bi pa mogoče rekli, da se razlikuje ta recimo naša oblika molitve od meditacije, ki jo prakticirajo na vzhodu? To je pravzaprav po eni strani tudi nepravično, kar reči na vzhodu, ne? Kajti tukaj je toliko najrazličnejših načinov, tudi njihove molitve, njihove meditacije, kot pač mi imenujemo meditacija na zahodu, da je nekje krivično reči, ne? Ker tudi, če bi lahko rekli samo hinduizem, budizem, pa je zen budizem, pa so različne vrste pravzaprav budizmov in vsaka ima tudi eno svojo antropologijo, svojo metafiziko, svoj pogled na svet, ne, na človeka in tudi cilj, ki ga imajo pred sabo. Ne. Tako je težko kar reči iz Daljnega vzhoda, ne. So vse z Daljnega vzhoda. Zdi se mi, da je pomembno, ne, da spoštujemo njihovo pot in je tudi mi svojo. Ne? In je tudi to, da je naša tudi kontemplacija izhaja tudi iz naše vere, da vere v Boga Očeta, po Jezusu Kristusu, v Svetem Duhu, da je ta osebni Bog, ki nas išče, ki nas nagovarja in ki se nam želi vedno znova razodeti. Ne? In je kontemplacija prav čas in prostor, kjer se pustimo, da se nam Bog razodene, da nam razkrije svoje obličje, da nam razkrije svojo ljubezen do nas, da razkrije tudi svoje resnično obličje, kdo pravzaprav on je za nas, kdo smo mi v njem, kaj je pravzaprav stvarstvo in da moramo vse to videti skozi to njegovo oči, sebe in druge in odkriti tisto, kar smo v svojem bistvu kot njegove podobe in kot posinovljeni, pohčerjeni po krstu, ki smo ga bili deležni kot kristjani. Oziroma smo kristjani postali po krstu. Kako bi recimo svetovali nekemu verniku ali pa recimo kakšnemu mlademu, kako v bistvu pristopati do te molitve, oziroma kako jo izvajati, če razumete, kaj mislim? Ja, to so tukaj različne šole tudi tega izvajanja kot to, ne, in da je tukaj lahko na preprost način v to vstopimo. Ja, nekaj o tem tudi govorim na podcastu Biti z Bogom vedno in povsod, ker tudi nekje so tak 20-minutne vodene molitve, kot da lahko skozi to potem lažje se predstavlja. Predvsem pa je, da se najprej odločim, kaj želim kontemplirati, kaj želim zreti, čemu se želim prepustiti. Ne? In da je lahko to Božja beseda, ki jo prebiram, ta odlomek, lahko je sveča, goreča sveča, če sem v prostoru, lahko sem zunaj,
kot se rekel, lahko pred eno rožo, pred potokom, karkoli, da se prepustim in sem v tej navzočnosti. In da najprej tudi se zavem tega, kar je tukaj, pred čem sem, da naredim tudi znamenje križa in s tem izpovem vero v trojedinega Boga, v katerem sem zdaj navzoč in v katerem tudi želim zdaj to zreti, kar bom zrl. In lahko preprosto potok, ki teče, če damo na primer. In prosim Svetega Duha, naj me on, to, kar bom gledal, se prepuščal in dopustil, da bo vstopilo skozi to gledanje vame, mogel me on učiti, me spomniti, me voditi, mi pomagati globje doumeti in videti za vsem tisto, kar pravzaprav je za to vodo, ki teče. Tudi sled te Božje ljubezni, dobrote, lepote. In da potem v tej drži, v tej odprtosti se preprosto prepustim pol ure in sem samo v tem gledanju. In ne razmišljam, ampak preprosto dopustim, da sem v molku in vedno, če me kaj odnese, preprosto se grem zopet v to zretje, se prepustim temu in dopustim, da se bo zgodilo, kar se bo zgodilo meni, da bo vse to pustilo eno sled meni, ki jo ne vem naprej. In je potem po pol ure ali pa 25 minut, če sem si za vse skupaj pol ure vzel, da potem odgovorim na to kot zahvalo za tisto, kar čutim v sebi, kar doživljam v sebi, tisto, kar je v meni pustilo, to, da sem bil ob tem potoku, v tem duhu vere v Jezusa Kristusa, v moči Svetega Duha, lahko prošnja, zahvala, izrazganjenosti, karkoli. Potem pa zaključim lahko s kratko molitvijo, tudi Oče naš, da nekje se povežem z vsemi kristjani v tej veri očeta, ki je oče vsega stvarstva, tudi tega, kar sem kontempliral, in na to zaključim s križem. Potem pa je še dobro vzeti si nekaj minut časa, eno refleksijo, da vidim, kaj pravzaprav se je dogajalo v tej kontemplaciji, tem zrenju in kaj je tisto, kar pušča v meni tudi to in kaj je tisto, kar mi nekje navdaja tudi na poti življenja naprej. Torej, v bistvu, a bi rekel, da je to, se pravi, bolj kot neka osebna molitev, a bi se lahko, ne vem, to prakticiralo tudi recimo na kakšnih duhovnih vajah, mogoče za birmance? Gotovo je tukaj, da lahko te molitev izvajam sam, in je čisto moja osebna, ne nekaj v tem smislu, lahko pa tudi druge vodimo, tudi drugim pomagamo, da počasi vstopajo. In je tudi birmance možno, nekje na preprost način tudi to voditi, da vstopijo v to tišino, v to molk, se prepustijo in videti tudi, kaj pravzaprav bo tudi v njih puščalo neset, tako da tudi lahko kot skupinska molitev, kjer se tudi to uvede, kot sem te korake rekel, in potem se prepusti, če so ob sveči ali v čem, ali lahko tudi preprosto kontempliramo v tem smislu adoracija tudi Jezusa pod sakramentom svetega grešnega telesa. In potem lahko po 15 minutih, da ni to predolgo, ker niso navajeni, vsak da tudi povabljen, da pove, kaj mu je bilo dano skozi to, ker je preprosto v tišini bil, v molku, se prepustil temu, kar gleda, kakšno sled je pustilo v njem. In je tako tudi medsebojna obogatitev in potem tudi skupaj lahko molitev, zahvale ali prošnje, izročitve, kar želi, tudi izreče in potem skupaj zaključimo. In potem lahko tudi še eno refleksijo, da vsak da odmev, kaj pravzaprav mu je bilo dano skozi to. Tako da je tudi ena izkušnja, ki je, ki smo preveč navajeni, smo ene prosilne molitve in nekaj prosimo. Tukaj pa je kontemplacija to, da dojamemo, kako je Bog vsem navzoč, kako Bog v vsem se nam želi razodeti svojo ljubezen, kako skozi vse tudi skrbi za nas. Tako lahko tudi kontempliramo hrano, ko jemo, da tudi kako skozi to hrano razodeva tudi skrb za nas. Ali kontempliramo zrak, ki ga vdihamo, kako pravzaprav skozi ta zrak, ki ga vdihujemo, pravzaprav nam je omogoča tudi Bog za vsem tem tudi, da lahko živimo. Ko
kisik umira za nas, da lahko živimo in izdihnemo dioksid in zopet se to kar kroži. Ali karkoli, ne, se pravi, tukaj je tisto, ne, da ni Bog, ki je nekje daleč, ne, ampak Bog je tukaj z nami, v njem živimo, se gibemo in smo. In kako prav tukaj dopušča to, da se pri nas godi ganjenost, da smo ganjeni na vsem tem, kar nam je dano, in tako tudi hvaležnost. In je tukaj to, kar nam večkrat manjka, ne, prav te ganjenosti, te hvaležnosti in zavesti, kako pravzaprav smo nošeni od Božje ljubezni, kako nas Bog ceni, kako skrbi za nas, kako nas spremlja skozi vsak korak našega življenja. Kaj pa bi po vaših izkušnjah rekli, recimo, kaj mlade bolj nagovarja? Mogoče nekomu, ki dela z mladimi, pa ima neko skupino, recimo, če se vrneva nazaj k Birmancem, je mogoče boljš izbrati neko molitev po nekih obrazcih ali se mogoče lotiti česa tazga, zato da pač ne bi izpadali samo kot nekaj, kar pač moramo narediti na nekih duhovnih vajah, ampak da bi res mladim probali približati ta odnos z Bogom. Zdi se mi, da je potrebno oboje. Ne? Se pravi, nekje krščanska vera je tista, ne, ki gre v eno skrajnost, ne, ali, ampak in je tudi tukaj najrazličnejše oblike molitve. In da tudi so nekateri Birmanci nagnjeni bolj k eni ali drugi molitvi, ne, da so tukaj različne oblike molitve, ne, da se jim sploh da možnost, da te stvari vidijo, izkusijo, ne, doživijo, da lahko potem tudi izbirajo. Ne. Gotovo pa bi zelo, se mi zdi, da je pomembno prav prebujati molitev hvaležnosti, ne, tudi zahvaljevanja, da se znamo zahvaljevati in tako izpolniti tisto, kar apostol Pavel tudi naroča, da naj se v vsem zahvaljujemo Bogu, ne, in da je to Božja volja v Kristusu za nas. Ne. Da je prav tukaj, ne, da prebujemo hvaležnost, da se zahvaljujemo in je to, da nismo samo prosilni molitvi, ampak tudi zahvalni, da nekje tako vidimo pravzaprav, kako je vsak dan, vsakem dnevu, koliko smo obdarovani in kako smo povabljeni, da bi tudi tako, kot se nam Bog podarja preko vsega, kar nas obdaja in z ljudmi, s katerimi se srečujemo in možnosti, ki smo dane, da bi tudi mi postali dar za druge, da bi tudi mi z tem svojim telesom in tem, kar smo, druge zmogli tudi razveseljevati in omogočati eno veselje do življenja, omogočati eno dostojno življenje. Bi mogoče za zaključek podelili še kakšen vam ljub trenutek, ali pa mogoče kaj tisto, kar vas, ne vem, nagovarja pri molitvi? Gotovo je tukaj vsak dan je kakšen tak trenutek, globi tudi tega okušanja Božje navzočnosti, Božje ljubezni, pozornosti, veselja. Točno mi pa ostaja tudi pred slabim mesecem sem zaključil tudi 8-dnevno romanje kontemplativni hoji z eno skupino 15 ljudi po Dolenjski Jakovi poti in mi ostaja marsikateri trenutki, ne, ko smo šli skupaj v tišini, molku, v gozdu in sem čutil, kako nas Bog povezuje, kako smo bili tako usklajeni, tako harmonični v hoji, v tudi pozornosti drug drugega, brez besed, nekje v oporo drug drugemu. Se je začutila res ta ena skupnost, ki jo povezuje Božji duh ljubezni in kako se je čutilo, da nas Bog nosi, kako nas z radostjo gleda in se veseli tega, da zaživimo to, kar pravi Božje kraljestvo, na pravičnosti, ljubezni, miru, zaživimo to skupnost njegovih učencev Jezusa Kristusa, da zavlada med nami ta ljubezen, da se ljubimo med seboj, kako nas je on ljubil, in da pravzaprav vsaka molitev je pomembna in še potrebe kot kontemplacije, to, da se vidijo sadovi. Ne. Če mi to pomaga, da postajam bolj podoben Jezusu Kristusu, če postajam bolj ljubeč, spoštljiv, usmiljen, potrpežljiv, je pravzaprav tukaj tista prava molitev. Ne. Če me pa molitev kakršnakoli ne pomaga, da bi bolj postal podoben Kristusu in s tem tudi očetu, potem je še tako lahko predpisana sveta molitev, v resnici ni tista molitev, ki jo Bog želi, da bi bila, da bi bili z njim in da bi nas v tej molitvi lahko tudi oblikoval po sebi.
Najlepša hvala za to, da ste bili danes z nami in hvala za vse deljene izkušnje. Prosim. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, hvala pa tudi vam, da ste se nam pridružili v današnji oddaji. Upamo, da smo v vas zbudili zanimanje tudi za kontemplativno molitev, ter da jo boste poskusili tudi sami. Lep pozdrav in se vidimo naslednjič.